imamo metodo zančnih tokov, kar enako vezje, smo rekli, isto vezje. Takole nekako. No, pri tej metodi zančnih tokov je treba spet narediti en ustrezen uvod. Ko smo zadnjič začeli z vezi, smo rekli, imamo veje, spojišča in to zdaj spajamo. Naredimo neke vrste zvezje. Torej, naša percepcija je, da so vezja zložena iz vej. V vejah imamo pa elemente, take ali drugačne. Zaenkrat so ti elementi zelo preprosti, viri, idealni, realni in pa pasivni elementi, upori, ki so linearni ali nelinearni. Toliko je za začetek. No, seveda bi pa lahko na takole strukturo tudi morda drugače pogledali. Glejte, če narišemo graf, ga bom namenoma morda tudi malo drugače narisal kot zadnjič, saj to zdaj ni pomembno, No, če je vezje zaenkrat percipirano kot zloženka vej, bi morda lahko še drugače rekli. Glejte, zadnjič smo govorili o oknih. Nekdo bi pa rekel, sej to je pravzaprav zloženka oken. A ne? Pravzaprav, kot da imamo 3 okna in jih zložimo skupaj. S tem, da potem določene črte padejo skupaj in so to potem naše veje. Tole gre skup, to gre skup, to gre skup. To se pravi, jaz bi lahko razumel vezje tudi kot zloženko zank. No, in tukaj v tej ideji pravzaprav nekako lahko začutimo tudi ta koncept zančnih tokov. Da jaz začnem operirati s tokovi v teh zankah oziroma teh oknih. In seveda, nek vejski tok bo potem razlika 2 zančnih tokov. Tale tok bo razlika tega in tega. To se pravi, jaz lahko rečem, da je to ena zanka, druga zanka, tretja zanka. No, in tega se bomo pravzaprav oprijeli. To se pravi, mi bomo pri metodi zančnih tokov operirali z zančnimi tokovi, v tem našem primeru J1, J2 in J3. Mogoče jih kar označimo. J1, J2, J3. No, tudi tule, morda že na začetku povem, da lahko mi tukaj pravzaprav razumemo zelo različna okna. Lahko bi tudi takole okno vzel kot prvo, tole bi bilo kot drugo okno, tole bi bilo pa tretje okno. In bi operiral s tem zančnim tokom, s tem zančnim tokom in tem zančnim tokom. To se pravi, tukaj sem pravzaprav na nek način svoboden, da si volim ta okna, ki jih potem namišljeno zlagam. Tukaj sem pač izbral enostavna okna, lahko so pa tudi, bi rekel, nekoliko razširjena okna. Tako, no, več o tem bomo morda še z kakšnim drugim zgledom, zaenkrat pa tole. In zdaj, seveda, ne vem, kako smo zadnjič označili, pa to zdaj ni pomembno, tok skozi tale upor smo označili, se mi zdi, navzdol. No, in tisti tok I1 bi bil zdaj enak J2 manj J3. Na tej veji se ta dva toka odštevata.
No, pa še nekaj je tukaj razvidno. Glejte, tule sem vzel tok skozi to vejo, kjer je tokovni generator. To se pravi, da je ta zančni tok dejansko že znan. Ne? Tale J3 je pravzaprav minus 5 amperov. Ne? To se pravi, ta dva sta zdaj pravzaprav naši neznanki. Se pravi, če bi mi na nek način pridobili enačbe za določitev teh dveh tokov, potem imamo znane vse toke. Kajti razlika teh dveh je tok skozi vir, razlika teh dveh je tok skozi upor, tok skozi tale upor je kar tale zančni tok in tako naprej. Ne? To se pravi, kar naenkrat je s tema dvema količinama vse v vezju prepoznavno. No in spet vidimo tako kot zadnjič, ne? Po tisti direktni metodi smo imeli 6 enačb, po metodi spojiščnih potencialov samo še 2. Tudi tule vidimo, da sta samo še 2. Zdaj, kam se zreducira kakšna metoda, na kolikšen sistem enačb je pač odvisno od konfiguracije vezja. Ne? Lahko je po metodi spojiščnih potencialov rečemo 5 neznank, po metodi zančnih tokov so pa 3 neznanke. Ne? In takrat si pač po tem kriteriju tudi izbiramo metodo, po kateri bomo vezje reševali. Očitno si bomo zbrali tisto metodo, ki nas hitreje pripelje do konca. No, bi morda kar s tem nadaljevali. Zdaj je samo še vprašanje, kje dobiti te enačbe. No, recept je spet zelo preprost. Te enačbe dobimo iz napetostnih enačb zank, v katerih iščemo zančne toke. Torej, pravilo, ki je na nek način podobno tistemu od zadnjič pri metodi spojiščnih potencialov. Kje dobimo enačbe za iskane potenciale? Da izhajamo iz tokovnih enačb tistih spojišč. Pri zančnih tokih pa izhajamo iz zank, v katerih so ti naši zančni toki. Torej, mi kratko malo zapišemo vsoto napetosti v tej zanki in vsoto napetosti v tej zanki. In to je vse. Zdaj bi pa kar šli morda po vrsti. Tukaj bomo rekli 3 ohme krat J1. Dalje. Plus 2 ohma krat J1 minus J3. Minus J3 je pa minus 5 amperov. Tako da bom jaz tukaj namenoma takole zapisal. To sem zdaj zapisal napetost na telemle v tej smeri, zdaj pa še plus 10 voltov. Takole. In še drugo enačbo. No, spet se je nekaj zgodilo tako kot zadnjič. Glejte, dobil sem enačbo za eno samo neznanko J1, tako da tisti, ki je bolj hiter, bo že kar izračunal, kolikšen je ta J1. No, mi, ki smo bolj počasni, pojmo pa še zapisati drugo enačbo, začenši pri telemle uporu. 4 ohme krat J2 minus 10 voltov plus 1 ohm krat J2, tule se ta dva spet odštevata, to se pravi, spet bom pisal minus 5 amperov in smo prišli naokrog. No, tudi tule smo dobili pravzaprav enačbo za eno samo neznanko. No, bi vas kar počakal, da vi to v miru najprej seveda prekontrolirate, da vemo, kaj kakšen suband je, zakaj je takšen, kot je, potem gremo pa naprej. Smo že kaj dobili za J1 morda? Minus 4 ampere. Se tudi ostali strinjate? J2 je pa koliko? Kolikšen je J2? Koliko? 1 amper. Torej, ostali, prosim, če greste v kontrolo.
Ja, zdaj bi pa morda kar določili tale tok, ne? Zadnjič smo ga, oziroma ste vi rekli, naj bo tok I1 takole označen. I1 je zdaj J2 minus J3. J2 smo rekli, da je 1 amper, minus 5 je to se pravi 6 amperov. Smo tudi zadnjič dobili za I1 6 amperov? Poglejte. Potem ste tale tok I2 takole rekli, naj bo označen. Ta tok I2 je pa J3 minus J1. J3 je minus 5 minus minus 4 je pa minus 1 amper. Je tudi zadnjič tako bilo? Ja, ne? Je. Tale tok ste rekli, bomo takole označili. In ta tok je minus J1. J1 je tole, to se pravi je 4 ampere. Smo tudi zadnjič dobili 4 ampere? Ja, ne? Smo. No in tale tok ste takrat označili, oziroma predlagali, da ga takole označim. To je pa kar J2. J2 je pa 1 amper. Smo tudi tule na istem? Ja? No, če človek dobi po dveh poteh isti rezultat, potem je že nekaj na tem. Pa še to, da smo zadnjič tisti rezultat preko moči tudi verificirali. No, tudi o tem se bo še danes bo še tekla beseda. Takole. Je kakšno vprašanje? No, predno odbrzimo naprej, bi pa nekaj z vami poskušal razčistiti. Namreč, gledajte, pri metodi zančnih tokov spojiščnih potencialov dobimo načeloma manjši sistem enačb. Tudi tule se je, kot vidite, zgodilo, da smo dobili pravzaprav dve enostavni enačbi. Pri nekem drugem vezju bi prišli dve enačbi z dvema neznankama, torej sistem enačb. Kasneje bom naredil en tak zgled, tako da boste videli, ne? Tukaj je slučajno ta sistem dveh enačb z dvema neznankama degeneriral v dve ločeni enačbi. Torej, kaj želim tule z vami spregovoriti? Po direktni metodi smo imeli 6 neznank, sistem enačb za 6 neznank, po ostalih dveh smo dobili pa, zaradi konfiguracije vezja in tako naprej, ne, smo dobili na koncu dve neznanki oziroma sistem dveh enačb. Zdaj pa tisto ključno vprašanje, ko jaz tudi študenta na izpitu vprašam. Glejte, pri metodi spojiščnih potencialov smo izhajali iz tokovnih enačb. Izhajali smo iz tokovnih enačb, nikjer pa nismo eksplicitno zapisali napetostnih enačb. In zdaj pri metodi zančnih tokov, če smo spet pozorni, smo zapisovali samo napetostni Kirchhoffov zakon, nič pa tokovnega. In bi tukaj v štartu nekdo rekel, maj ne draj, tukaj je pa nekaj narobe. Mi smo pa tukaj en zakon prešpricali, ga sploh nismo rešpektirali, kar ignorirali smo ga. No, pa je seveda to vprašanje tudi za izpit, a smo res ignorirali? A smo res pri tej metodi zančnih tokov ignorirali prvi Kirchhoffov zakon? A ga nismo? A je to samo navidezno? Ma kakšno zamisel za odgovor? No, ne bomo predolgo čakali, vam bom kar pomagal. Glejte, kaj pravi Kirchhoffov zakon? To je bilanca tokov v spojišču. In glejte, zančni tok, tolikšen kot prihaja v spojiščo, tudi odhaja. To se pravi, vsak zančni tok že a priori, že sam po sebi zadošča prvemu Kirchhoffu. Potem ni treba več pisati tokovnih enačb, ker je že vsak posebej takšen, da zadošča Kirchhoffu. Torej, mi ga eksplicitno ne pišemo, ampak je noter v zančnem toku nekako implicitno zapakiran. No, kaj pa pri metodi spojiščnih potencialov? Pri metodi spojiščnih potencialov pa nismo nikoli zapisali napetostne enačbe. Zakaj ne? Spet je to nekako prikrito noter. Glejte, kdaj smo pa mi lahko začeli o potencialu govoriti? Mi smo začeli lahko o potencialu govoriti šele takrat, ko smo ugotovili, da je integral E-ja po sklenjeni krivulji nič.
šele takrat smo lahko upeljali količino, ki ji rečemo potencial. Če te lastnosti ne bi bilo potenciala. Kar pomeni, ko jaz artikuliram potencial, pravzaprav je implicitno v potencialu že zapakirana ta enačba. Zato te enačbe ni treba pisati. To je vse. No, pa bi zdaj naredili morda še en primer. In sicer naloga iz tega snopiča 3.37. No, vezi bom narisal, tekst je pa zelo kratek. Izračunajte moč napetostnega vira. Veze je pa takšnole. No, graf vezja bi takole izgledal, a ne? Zdaj, kako to črtje oblikujemo, lahko naredimo pa okno, ne? No, to je pa okroglo okno. Kot nek vitraž, ne? Ja. Torej, počakamo še, da prerišete verjetno, ne? No, mi bomo to vezje po eni metodi naredili, po tej krajši varianti, ali spojiščni ali zančni, ne? Za katero se bomo odločili, boste ali pa bomo skupaj nekako dorekli. No, če že kar začnem govoriti, ne, vezje ima 5 spojišč, ne, vej je 8, ne, to se pravi, če bi šli po tisti direktni metodi, bi imeli načeloma 8 neznank, ne. Na teh pasivnih elementih bi izbirali tok ali napetost, a ne, povsod drugje imamo pa malo že roke zvezane, ne. Tukaj je tok že določen, iščemo napetost enako tule, a ne. Tukaj imamo pa spet še vedno na voljo tok ali napetost, a ne, na tej veji izbrati. Tako, to se pravi, po direktni bi imeli 8 neznank. Sistem 8 enačb, ne. Verjetno je to stvar, ki nas že v štartu odbija. No, gremo morda z metodo spojiščnih potencialov. V tistem primeru bi pač eno točko virtualno ozemljili, rečemo tole spodnjo, ne, imamo 4 spojišča, 4 neznanke. Sistem 4 enačb, ki bi ga dobili tako, da zapišemo tokovne enačbe v teh 4 spojiščih. No, 4 neznanke je tudi kar nekaj, a ne? Kar nekaj. No, glede na, bi rekel, elemente tega vezja se nam pa tukaj ponuja pravzaprav vizavi temule zgledu, morda primerna metoda zančnih tokov. Glejte, tukaj imamo 4 okna, 4 zanke.
S tem, da lahko zanko razumemo kot tako osnovno okno ali morda bolj sestavljeno. Ne? Zdaj imamo pa tukaj dva tokovna vira, ne? In zdaj se tukaj že kar ponuja, ne? Mogoče v tej zanki bi kar vzeli zančni tok, kajti on je že določen s tokom teh 2 amperov. Ne? Mogoče bi že kar takole naredili, ne? J1 je 2 ampera, ne? Zdaj tukaj, ko imamo tale tokovni vir, ne, bi pa lahko ali tole zanko vzeli, ali pa tole zanko, a ne? Zdaj pa tako, rečemo, da tole vzamemo, pa bom jaz to pisal, da bomo šli malo, no, sej ni potrebe, bom kar tole vzel J2. Zdaj pa tako, gledajte, če bi tule v tem oknu tudi ker takole kot je zdajle, ne, je zančni tok J2 enako 1 amper. Če bom pa tukaj še en zančni tok vzel, potem pa to ne bo več 1 amper, ampak bo razlika teh 2 zančnih tokov šele 1 amper. A vidite? Zato tukaj ni, bi rekel, primerno izbrati tole okno. Ampak bi jaz morda izbral raj tole okno. Pa bi bil tole tok, rečemo, J3. Tole pa morda J4. Kaj iz tega ven lahko sklenemo? Da če so noter tokovni generatorji, ne, gremo z zančnim tokom skozi ta generator samo enkrat. Kajti, če bomo šli dvakrat, si bomo dodatno delo naložili, ker bo dodatna neznanka in tako naprej. To lahko vsak sam doma v miru razmišlja in bo videl, kam ga vodi, če je pri tem malo nespreten. Torej, nekak recept je, da te zančne toke oblikujemo tako, da je pri vsakem takem zančnem toku samo po en tokovni vir. Takole. No, zdaj pa lahko začnemo. To se pravi, J1 je, tako kot smo označili, 2 ampera. J2, tako kot smo označili, je 1 amper. J3 in pa J4 sta pa naši neznanki. No, in tekst naloge pravi, določite moč napetostnega vira. Za moč napetostnega vira, tole sem pa pozabil, dopisati vrednost tega vira je 10 voltov. Takole. Torej, za določitev tega vira, moči tega vira dejansko rabimo zančni tok J4 in produkt 10 voltov krat minus J4 je ta moč. Se pravi, moč tega vira, P vira z 10 volti je minus J4 krat 10 voltov. Torej, tok iz plus sponke ven, krat napetost vira je moč vira. No, od tu naprej delamo tako, kot smo prej povedali. Torej, potrebne enačbe dobimo iz napetostnih enačb zank teh iskanih zančnih tokov. To se pravi, gremo kar na zanko, to tretjo zanko in začnemo pri, rečemo tele uporu. 5 ohmov krat tok, tok je pa J3 minus J1, ki je 2 ampera. To se pravi, J3 minus 2 ampera. Dalje, plus 4 ohme krat. Tukaj imamo pa 3 zančne toke. To se pravi, J2 je 1 amper, to se pravi, bom pisal 1 amper plus J3 minus J4. Dajte me pod roko gledati. Zdaj sem zapisal napetost na tem uporu v desno. Zdaj gremo pa nazaj, plus 2 ohma krat. No, tukaj imamo pa 2 zančna toka. J2, ki je 1 amper in J3. To se pravi, 1 amper, ja, plus J3. In še
za konec plus 1 ohm krat, no tam je pa en sam, lahko pišemo kar 10 krat J3. Torej, vsak naj v miru pogleda, zakaj zapišemo tako, kot smo zapisali. Torej, oznake na sliki, in pa seveda vsota napetosti v zanki je nič. Torej, samo na to je treba pač biti pozoren, vemo pa, da se tukaj vsi motimo. Zato je treba 2-krat, 3-krat, 4-krat pogledati. Pač tako je. No, se je vse na tabli, gremo lahko kar na drugo zanko, oziroma na to četrto zanko in rečemo začenši pri temle uporu. 1 ohm krat J4 minus J1, to se pravi J4 minus 2 ampera. Dalje gremo na tega, plus 3 ohme krat J4 plus 10 voltov. Zdaj gremo pa na tegale spodnjega, 4 ohme krat J4 minus J3, J4 minus J3, potem imamo pa še minus 1 amper. Tudi tule se ustavimo, poglejmo, je vse na svojem mestu. No, če nas bo 100, dobrih 100 gledalo, ni hudič, da nam ne bi smeli kaj videti. V redu? No, zdaj pa začnemo urejati. Glejte, J3, koeficiente pri J3. 5 plus 4 je 9, 9 plus 2 je 11, pa 1 je 12. 12 ohmov krat J3, potem imamo minus 4 ohme krat J4, je enako, na desno damo pa znane reči. Tukaj imamo minus 10, minus 10 plus 4 je minus 6, minus 6 plus 2, minus 6 plus 2 je smo kje? Tukaj je minus 10, minus 6, minus 4. Je tako? Je potem 4 volte. Je v redu? Štima? Gremo na drugo enačbo, vzemimo pri J3. Pri J3 imamo minus 4, minus 4 ohme krat J3, potem imamo pa še koeficiente pri J4, 1 plus 3 je 4, 4 plus 4 je 8, plus 8 ohmov je 4, je enako. Na desni pa imamo kaj? Zdaj tule imamo minus 2, minus 2 plus 10 je 8, 8 minus 4 je 4, na drugo stran je minus 4. Dajte me prosim kontrolirati, bomo vse še enkrat pregledali. No, 4 bomo delili in tako naprej, pa dobimo 3J3 minus J4 je 1 amper in minus J3 plus 2J4 je minus 1 amper. Ja, delimo 4 ohmi, in dobimo potem takole.
No, če bomo tole enačbo pomnožili z 2, pa sešteli, dobimo 6 minus 1 je 5, 5 tukaj imamo pa 2 minus 1 je pa 1, to se pravi 1/5. J3 je 0,2 ampera. In J4 dobimo morda kar iz tule, ne? J4 nesemo na desno, to na levo. 3 krat J3, to je 0,6. 0,6 minus 1 je pa minus 0,4. Minus 0,4 ampera. No, in če je že vprašanje pomoči, potem bo moč napetostnega vira, smo rekli, minus J4, to se pravi 4 vate. Torej, doma v miru preglejte, če smo se kje zmotili, se svet ne bo rušil.